Zdaj lahko rečemo ogromno intervencije, ampak kaj šteje? Ne? A je zabojnik za smeti, bom rekel, enako velja kot neka večja intervencija nekega požara objekta, dvojčkov, kmetije. Ne? Dober dan, lepo pozdravljeni v oddaji Jan David se pogovarja. Tokrat z mano poklicni gasilec, vodja gasilske izmene oziroma čete na gasilski brigadi Ljubljana, inštruktor gasilcev, triatlonec, potapljač in kreator gasilske taktike Jure Dolinar. Jure, pozdravljen. Jan, pozdravljen, lep pozdrav. Kako smo, povej? Kaj ne rečem, glede na to, da je danes sobota in da je prost dan, odlično. No. Družinsko, prav lahko rečem. Lepo. Dajva se za začetek pogovoriti o tem, kako si v bistvu prišel do inštruktorstva. Ne do gasilstva, ampak kako si videl vse to, ta potencial, da bi pa učil druge oziroma jim predajal znanje. Ker če vem, si bil tudi 2 leti v gasilski šoli zaposlen, ne? Res je. V bistvu prve moje inštruktorski koraki so se začeli v bistvu že pred samo poklicno šolo, katero sem obiskal seveda na Igu kot poklicni gasilec, takrat zaposlen že v štartu v gasilski brigadi, in sicer v vrstah Gasilske zveze Ljubljana, kjer sem pač s svojimi znanjem, katerega sem imel, že od malih nog kot gasilec, sem začel neko to svoje znanje podajati na različnih področjih. In nekako sem si vedno želel potem tudi v nadaljevanju pač na nek višji nivo, in ta višji nivo je seveda bila gasilska šola in pa seveda okvir Gasilske zveze Slovenije. In kaj pa recimo tvoj najljubša tema, ki jo rad inštruiraš oziroma poučuješ? V bistvu so moje najljubše teme vse tiste, katere so povezane s praktičnim delom, katerega pač imam. Se pravi, govoriva, karkoli si v življenju doživel, probil, in če to seveda redno delaš, to je vse tisto, kar lahko predavaš dejansko iz glave, iz srca, iz dušo in imaš neko prakso. In to se tudi dejansko vidi pri vseh poslušalcih. Velikokrat dobim te revije pa kakšne odgovore. Ja, predavaj iz izkušenj. To je to. Ja, seveda, tudi marsikdaj sem predaval nekaj stvari, ker pač nisem bil vsak dan z njimi, se pravi, govorimo s kakšnimi temami. To pa je, bom rekel, toliko več potrebno nekih priprav. Na podlagi tega pa seveda tudi predavanje ni enako tistemu, ki pač imaš ogromno znanja. Recimo tle, ki so rekla, nevarne snovi so mogoče taka tema, ki se ravno ne pojavlja vsak dan v gasilski službi, ne? Pa ja. Je zelo taka... To je, ampak dejstvo je pri nevarnih snoveh, da se jih vsi, bom rekel, ne bojimo, ampak do neke mere bolj spoštujemo. Ravno zaradi tega, ker ni veliko izkušenj. Ampak toliko, kolikor imamo mi izkušenj s tem, jih v Sloveniji najbrž nima nihče. Govorimo glede poklicnih gasilcev. Vse so potem tukaj strokovnjaki na tem področju, ki delajo vsakodnevno z nekimi kemikalijami, nevarnimi snovmi. Ampak za gasilsko znanje in z nekimi izkušnjami pa seveda lahko mi to strokovno operiramo. In vedno je fino dodatno še imeti nekoga, ki je pa vsakodnevno s tem. Mi smo ravno na podlagi tega, ki si omenil, Jan, z nevarnimi snovmi, smo šli na Švedsko, smo se usposabljali kot inštruktorjev. Tako da tam so fantje nam tudi podajali znanje, ampak spet gasilci. Na srečo imam potem še zelo blizu v družini kemike, ki se potem lahko marsikaj tudi o tem pogovorim, pa seveda kakšne poizkuse delam. Tudi seveda šolo sem obiskoval na fakulteti za kemijo, kemijsko tehnologijo, kjer smo tudi imeli marsikakšne poizkuse, katere sem pa tudi uvedel s časoma v gasilsko šolo. Sicer se zdaj več ne prakticirajo, ker je neka druga zgodba v ozadju, no? Ampak to je tisto, ki potem želi dobiti tečajnik, da neki poizkusi, sliši, in to je zmaga potle, ne? Vemo, da mi slišimo, vidimo in čutimo, ne? To je bistveno, kar želim tudi jaz podajati vsakemu poslušatelju, ne? Zanimivo. Recimo, ampak, ko praviš, da iz izkušenj predavaš, ne, se pravi, kako bi pa potem rekel, če zdaj okvirno, če te vprašam, na kolikih intervencijah si bil v življenju, recimo, verjetno si ne pišeš vsake v Excel tabelo, ampak... Ja, če pogledamo te večje intervencije, ki so se zadnja leta dogajale, sem bil dejansko lahko rečen skoraj na vseh, ker pač moja v bistvu funkcija v gasilski brigadi trenutno je vodja gasilske izmene, torej če gori nekaj več kot baraka, po domače povedano, sem zraven, takrat, ko pač sem v službi.
v teh manjših zgodbah, če govorimo, da govori samo neko vozilo, zabojnik za smeti in podobno, seveda me ni zraven. Zdaj lahko rečemo ogromno intervencije, ampak kaj šteje? Ne? A je zabojnik za smeti, bom rekel, enako velja kot neka večja intervencija nekega požara, objekta, dvojčkov, kmetije. Ne? Tako da jaz, bom rekel tako, rajš štejem tiste večje intervencije, koliko pa mogoče karkoli bi rekel, se bi lahko predvsej uštevno, ampak predvsej bomo rekli tako. Pa recimo, da bi rekel, če si zamislim, kot vodja intervencije, recimo ti nisi verjetno več pol na intervenciji v stiku z dihalnimi aparati, v nekih skrajnih primerih verjetno, ampak a to kaj pogrešaš, bom rekel, tako delo, bom rekel, na prvi bojni liniji? Mogoče ne več toliko, kot sem ga v začetku. Mislim, da sem kot vodja intervencije bil dvakrat, da sem si pač vzel to priložnost, pa šel z dihalnim aparatom, seveda potem na ogled. Ne. Drugače pa mogoče niti ne pogrešam toliko, zato ker se v gasilski šoli še vedno srečujem seveda v vlogi inštruktorja na poligonih, kot je recimo modul C, modul B, modul A, kjer pač uporabljajo inštruktorji seveda tudi dihalni aparat in grem s tečajniki noter, ne, in da jim na mestu pokažem, kako je zdaj pravilno treba delati, jih ocenjujem in predvsem vodim, ne, seveda, oni so se prišli učiti, ne samo na oceno, kaj znajo. In zaradi tega mogoče ni tega toliko, kolikor pač bi mogoče želeli, kdo misli, no, tako v tem smislu. Razumem, ja. Pa dajva se pol zdaj prestaviti k dihalnim napravam. Ti si napisal tudi a je to priročnik, knjigica, kako? Ja, to je priročnik za uporabo zelenih dihalnih aparatov in pa tudi druge opreme za zaščito dihal. Tako sem nekako to poimenoval. Ki pa ni tako pogosta, recimo, da ja, nekako takoj v glavi imaš asociacijo dihalnega aparata, ne, dihalca. Ja, to je v bistvu najbolj pogosta zadeva pri gasilcih, ne, čeprav marsikdo niti ne pomisli, kaj bi pa lahko še kaj drugega uporabil gasilc, ne. In seveda tukaj so še vse ostale maske, ki jih zdaj že zelo dobro poznamo, ne, zaradi primera COVID-a. Dejstvo je, da smo to učili, ne, in seveda še vedno se na tečaju za izolirane dihalne aparate uči osnovne zaščite za dihala, torej maske, enko, dvojko, trojko, ne, zdaj že poznamo, kaj pomeni FFP1, 2 in 3, ne. Zdaj že politika o tem govori, no, oziroma zdaj že malo zamrl. Pa seveda maske s filtri, ki jih marsikatera gasilska enota niti nima, ampak so zelo elegantni za uporabo pri dekontaminaciji. Ne? Da ne govorim potem seveda bolj specialne zadeve, kot so narekovaji, povedano, rebriderji ali pa recimo se pravi naprave za dihanje za zaprtim krogom, ne? Izdihneš in se obnovi zrak. To sem pa opazil. To je zajeto, osnova je pa seveda izolirani dihalni aparat. Ker lih te rebriderji, v bistvu, ki gre čez filter, ne, v bistvu, če prav razumem. To sem dosti videl, Parižani dosti uporabljajo, recimo. Ja, pri njih sem videl na slikah, no. Ja, zgodba, ja, Parižani so to imeli predvsem za to, zdaj ne vem točno, kako je trenutno, ampak ja, imajo eno dobro podjetje, ki se je s tem ukvarjalo, predvsem pa imajo za to, da so te njihove železnice, tunele, ne, lahko skrbovali za nekoliko daljšo avtonomnostjo. To je v bistvu vsa prednost teh dihalnih aparatov. Vse ostalo se mi zdi, da je bolj slabost, ne, glede vzdrževanja, sploh da ne govorimo o ceni. Tudi Slovenija seveda se je s tem ukvarjala, ali bi to imeli ali ne. Celo neka sredstva so bila dana, pa uprava za zaščito in reševanje je to tudi želela nekako uvesti v te poklicne enote, pa se seveda ni šlo, razen mislim, da so takrat vzeli Jesenice, ne, poklicni gasilci zaradi karavan. Tako je bilo, to je že zgodba, ja. Dajmo za vse večne čase, da bo to zdaj posnet, mi še povej, kako se pravilno opravi minutni test. Da bomo to... Ja, grejo po vrsti, ne. To je velikokrat pri teh zgodbah, da se kaj pozabi, ne. Ampak seveda, ko imamo enkrat aparat pred sabo, je vedno najprej potrebno pogledati ključni avtomat, ali je zaprt ali ni. Torej, zapremo ključni avtomat, če rečemo, ne. Odpremo tlačno posodo, se pravi ventil tlačne posode, preverimo s tem takem, ne, ali je, se pravi, se sam ventil lepo odpira, ali teče lepo navoj, ne. Že to je preverjanje, ne. Ni samo tisti zrak, ali ga je dovolj, ne. In potem preverimo manometer, se pravi, pogledamo, ali je dovolj zraka pri odprti tlačni posodi. Nato zapremo tlačno posodo nazaj in opazujemo 1 minuto. Torej, zato imenujem minutni test. In seveda potem je treba vedeti, če tlak pade več kot 10 barov, ne odstotkov, pozor, 10 barov, takrat je potrebno ta dihalni aparat izločiti. Se pravi, če pade več kot 10 barov. Vkolikor zadeva drži, da imamo zraka 270 barov ali več, potem je zadeva ok.
ampak zdaj imamo seveda cel sistem napolnjen z zrakom. Da ne delamo samo tega minutnega testa, vedno zraven pridružimo še test samega pljučnega avtomata oziroma piščalke. Torej damo roko, pa pljučni avtomat na roko, počasi spuščamo in opazujemo seveda manometer in ko pride tlak nekje med 50 in 60 bari, če rečemo izvrhen vzor med 60 in 50 barov, se mora vklopiti piščalka. Torej praviloma je, kdaj začne piščalka piskati, med 56, 55 barov plus minus 5 barov je po teoriji. Zato mi rečemo velikokrat, piščalka piska pri 50. Ja, res je, da takrat mora začeti piskati, lahko pa seveda že pri 60. Tako da recimo to je nek tak postopek malenkost bolj na dolgo. No, dobro, evo, sem rekel, da to ovekovečimo za vse večne čase, ker so to večne. Lahko dodava takoj še, mogoče če te še tukaj opomnim, kaj pa te testnostne maske, velikokrat je pa to težava. Zakaj? Zaradi tega, ker seveda test dihalnega aparata ni potrebno vedno narediti pred samo uporabo, ampak se ga naredi predhodno, recimo tedensko, kakorkoli že dnevno, odvisno od enote, kako je dogovorjena. Sam test maske je pa treba obvezno narediti pred vsako uporabo. To je pa tisto, da imamo masko gor, si naštimamo in potem z roko zatesnimo odprtino, če je to možno, drugače pa s pljučnim avtomatom, zaprta tlačna posoda in pogledamo, ali je tesnost ustrezna ali ni. Tako no, samo še to dodam še zraven. Ja, se mi zdi, da na čistem. Tako. Ne, dostikrat se mogoče kakšna taka stvar pozablja. Se mi zdi, da osnove se pozabljajo. Osnove velikokrat preskočimo. Velikokrat. Tudi, če se tako pogovarjam, recimo, jaz imam vedno pomisleke glede učenja, bom rekel, recimo, notranjih požarov, recimo, mi se učimo zelo veliko notranjih požarov, kako se gasi vstop v prostor in tako dalje, postopki, ampak teh požarov pa v bistvu sploh ni toliko veliko, procentualno, oziroma marsikateri gasilec ga sploh doživel ne bo. Žal ali pa na srečo, Ja, dejstvo je to, ampak če bo nekdo prišel, jaz vedno pravim na neko intervencijo, ker bo nek ogenj takrat pač prišel v zunanji, se pravi del ali pa v drug prostor, da saj ve, kaj je rata, da se ne ustraši. Iz tega vidika mi to tečnarimo, kaj je zdaj požarni preskok, povratni ogenj. Če te slučajno doleti, da veš, zakaj se gre. Vemo, kaj je zgodovina govorila, pa kakšni videoposnetki seveda obstajajo, ker so se gasilci ustrašili, ko so ta efekt videli in so se odmaknili. Kaj je bilo seveda se še slabše, ker je požar naprej napredoval in so potem za nekimi barierami gasili in tako naprej. Seveda, znanje pač takrat ni bilo toliko in toliko let nazaj. Zaradi tega mi želimo vsem gasilcem podati znanje, da vsaj če se zgodi, da ve, kaj se je pač zgodilo. To je bistvo. Je pa res, kot si rekel, Jan, marsikdo tega ne bo doživel. Ampak požarni preskok, če smo pa že pri tem, pa nastane vedno, če zagori celoten objekt ali pa če zagori celoten prostor, požarni preskok je nastal. Samo najbrž zraven nismo bili takrat, ker smo bili seveda zamudili. Tako je, ker prvih 5 minut, mislim, približno. Ja. Tako, približno, seveda odvisno od prostora, kločnih vrednosti in podobno. Upamo pa, da ga bomo prepričali potem v naslednjem prostoru. Ne bo naslednji prostor zajel požarni preskok in zato smo gasilci še vedno z lučkami. Jaz se velikokrat hecam, pa rečem, sej 5 minut po vse zagori, na koncu se ugasne, zaradi tega, ker zmanjka gorljive snovi, pol gasilcev itak pač ne potrebujemo. Pa je smeh ponovati v razredu, je res, Ja, ampak če bomo preprečili, da ne bo zagorela sosedna stavba, smo že veliko naredili, da ne govorim soseden prostor. Tako. V tem smislu. Ja. Dajva se tle pol v bistvu prestaviti iz dihalnih aparatov v vodo. Nekaj sem zasledil, da si tudi se igral z tem, da si plaval ali celo potapljal si se z izolirnimi dihalnimi aparati. Daj mi malo več o tem povej. Ja, v bistvu jaz sem že pri 16 letih začel se ukvarjati s potapljanjem. V bistvu to je bila moja res že otroška, po neko tista sanjska želja, ki sem rekel, vedno, ko sem gledal po televiziji kakšne ribe in pa tako potapljače, predvsem tehniko, sem rekel, jaz se bom potapljal. In sem res pri 16 letih, so mi starši dovolili, da sem šel na potapljaški tečaj. In potem skozi čas sem prišel do tiste najvišje kategorije tudi inštruktorja, imel svojo potapljaško šolo oziroma društvo, pač šola je bila francoska, po kateri delamo in pa smo delali potapljaški tečaj in vmes seveda je tudi gasilski poklic in pa vsa oprema, ki je bila z dihanje, je bila z mojega vidika vedno, kaj pa če padem v vodo z dihalnim aparatom. Tako da smo že v času, ko sem obiskoval poklicno šolo, to je bilo leta 2003,
2002-2003, tam nekje, sva s kolegom, tudi potapljačem, se v Ljubljani prvič potopila, mislim, da slike so obstajajo nekje na internetu, so se potopila oni z Avrjem dihalnim aparatom, jaz pa z Interspiratom, ali pa obratno, niti ni pomembno. Tako da sva takrat probala, kaj se zgodi. Bilo je zelo zanimiv, predvsem z tega, ker seveda, če imaš ti masko gor in vizir, kot je, take oblike, seveda ne vidiš naravno, ampak vidiš sliko zelo razolečeno, seveda zaradi oblike sprednjega stekla. In pa sama tesno dihalnega aparata je pač čist ok. Izenačevanja seveda ni bilo možno narediti, ker pač nos je bil odprt. Bilo pa je zanimivo, ker Interspiratov dihalni aparat je popolnoma tesnil, ni bilo nobenega problema, nikakor ne. Vsi ostali, zdaj če govorimo, vsi ostali dihalni aparati, da ne rečem samo tisti, ki je bil testiran, govorimo o MSI-ju takrat, oziroma Avrju, je pa z pogledom navzgor, če si pogledal, začel kar precej pušati, ker si bil pod vodo. To je danes popolnoma enako. Torej, odgovor je bil na naše vprašanje, ki smo ga pač takrat zastavili, ali lahko z dihalnim aparatom normalno v vodi, če padaš, preživiš, seveda, ja, lahko, preživiš in normalno deluje, vendar pa to ni naprava za potapljanje. Zakaj Interspiratov aparat tesni, je pa zgolj zaradi tega, ker dejansko je tudi Interspiratov sistem prišel iz potapljaških vod, potlej v gasilske vode, in je sistem ključnega avtomata narejen popolnoma drugače, kakor pa se pravi vsi ostali dihalni aparati. Ostanemo v vodi in namreč si tudi triatlonci, ne? Ja, res je. Povej, kakšna pa je ta tvoja triatlonska zgodba? Odkje od triatlona ni bil dosti sam tek ali pa kolo ali pa plavanje? Ja. To so me velikrat prijatelji hecali, prav, kdo so triatlonci, ne? Prav, tistim, ki ni jasno, da že en šport ni dovolj naporen, ne? Ja, nekako tako, no. Rad sem vedno preizkušal, še vedno, malenkost manj sicer pri teh letih, katerih pač zdaj štejem, sem preizkušal lastne meje, ne. In s plavanjem, pa seveda tudi tek, zelo velikrat potem na raznih krosih, kot sem bil še pač mlajši, in podobno. Voda mi je bila že od nekdaj, bom rekel, medij, v katerih sem se res zelo dobro počutil, in pa tudi kolo. Kolo sem tudi še pred 18 letom s kolegom, smo precej kolesarili okrog po tistih študentskih delih, dopoldan, popoldne še na bicikel. No in nekako sem potlej to res tudi združil skupaj in začel s temi manjšimi triatloni, kot so sprint triatlon, pa olimpijski triatlon. In potem se je res počasi kazala moja tista želja, da pa bi enkrat prišel na nekaj več. In sicer ta Ironman, in sem rekel, enkrat bom jaz to že naredil, pa se nič ne mudi. No in potem je ta Ironman res prišel v Slovenijo. In potem je zgodba, mogoče bo še kaj rekla, zanimivo. Tudi ti si bil vpleten v to zgodbo leta 2018, da sem se res po tega udeležil. Ampak trije športi, zelo zanimiv, super zadeva, telo celo dela, ne samo noge pri kolesu, ampak tudi roke pri plavanju, pa pri potlej, pri plavanju treba noge šparati za kolo, na kolesu, ko greš, je treba šparati noge za tek. Moraš razmišljati, moraš vedeti, kaj delati, moraš vedeti, kaj ješ, kdaj spiš, ogromno stvari. Mogoče sem se malenkost premlad začel toliko resno ukvarjati s tem triatlonom, predvsem iz tega stališča, ker seveda, če si enkrat na takšnem nivoju, kot sem jaz bil, to pomeni ne samo polovičnega človeka, ampak celega, in ne samo, da trpi tisti, ki se s tem ukvarja, na rokovajih se vem, da govorim trpi, ampak zato mora biti vsi ostali, ki so okrog tebe, govorim predvsem o družini, o tistih, ki pač so ti blizu, kjer jim pač moraš namenjati nek čas za pač določeno življenjsko obdobje. In potem se mi je zgodila neka poškodba, ahilovo tetivo sem se strgal in nekako je potem vrhunski šport, ja, na rekovajih spet vrhunski šport, bom rekel, splaval po vodi in dejansko treniram in pa, bom rekel, se športom ukvarjam zgolj samo zase, izključno zase, brez tekem od takrat naprej. Mogoče, ki si omenil še, da sem bil tudi jaz vključen v to zgodbo, lahko še malo pohvališ 25. generacijo. Obvezno moram pohvaliti in pa se v tem primeru lahko res zahvalim 2018 je to bilo 25. generacija, če se ne motim, Ti si bil tudi v tej 25. generaciji in bil je zaključni piknik vaše generacije in sem jaz tudi na ta piknik seveda prišel.
In pač debata gor, debata dol, kaj pa kako, ne, ja, triatlon in tako naprej. In sem jaz pač tudi rekel, ja, enkrat, ko bo pa čas, ne, pa ko bo denar in vse ostalo, bom pa tudi jaz se pač prijavil na ta Ironman. Sem rekel, letos še ne, ker to mi prekmal, pa kar strošek je, v končni fazi to so znamke, ne. Ironman, seveda tudi to je treba plačati. No in naslednji dan, mislim, da je bilo pol pred naslednji dan, smo imeli vaje, oziroma naslednjih dneh, in me pokličete, ne, in mi potem date nek svoj prispevek za štartnino takrat za ta Ironman in seveda jaz sem bil nadvse presenečen, niti ne vem potlej res, kako vam je do te ideje prišlo, da ste mi pač dali ta poklon in seveda sem tudi nekaj posnetkov naredil, vas obveščal, kaj se dogaja in z veseljem seveda se udeležil te tekme, ne. Tako da ja, hvala lepa vsem iz 25. generacije, seveda. Hvala lepa. Nikej. Pa dajva se pol zdaj še malo premakniti iz triatlonske vode, oziroma triatlon je tako, bom rekel, dokazovanje samo sebi, ne? Je pa dokazovanje samo sebi tudi delo na intervenciji, da si dober, da si vedno lahko boljši mogoče, ne? Pa se dajva dotakniti mogoče ene najbolj znanih, ne vem pa točno, če je največji požar v Sloveniji bil, to me lahko ti popraviš, požar Mercator Zalog, leta pa ne vem točno, kjerga je bil. Ja, tudi, če rečem, izgleda tudi jaz, mogoče je bilo res tudi v tem 2018, če se ne motim, ampak tam nekje, ja, tam nekje. Ja, govorijo, ja, da je bila to ena izmed največjih intervencij, predvsem po obsegu, mogoče niti ne po trajanju, po obsegu pa sigurno, glede na to, da je bilo kvadratura tega 100x100 metrov. Dejansko cela Gasilska zveza Ljubljana je bila takrat aktivirana in v bistvu je vse ostalo, bom rekel, ostalo na nivoju Gasilske zveze Ljubljana, no. Tudi to je bilo takrat zelo pohvalno, bom rekel, predvsem pripravljenosti same Gasilske zveze v Ljubljani, da smo lahko speljali takšno intervencijo. Bilo je zanimivo, no, predvsem zanimivo, tudi moja, bom rekel, največja intervencija, seveda, taka največja izkušnja, ne. In v končni fazi tudi celoten sistem vodenja, da smo ga speljali tako, kot smo ga. Torej sama struktura vodenja od operativnega vodenja, načrtovalca, logistike, medijev, administratorjev in podobno se je peljal. Tudi veliko je bilo potem naknadno tudi predstavitev glede tega. Veliko smo se naučili tudi po tej intervenciji, marsikaj tudi spremenili po tej intervenciji, seveda, ker vsaka intervencija potem za sabo potegne, kaj smo delali, ne samo slabo, ampak kaj bom lahko naslednjič boljš delal. Več tako, no. Točno to, kaj lahko popravimo. In to smo tudi marsikaj zapisali, marsikaj spremenili, ampak je vsaka intervencija, seveda intervencija zase, tako da fajn je bilo, no, če tako danes pogledam, in štartali smo, bom rekel, se niti ne vem ura točno, ampak štartali smo, mislim, da je bilo okrog do pol dneva, jaz sem potem zaključil samo zgodbo, na ta način, da sem se najprej vrnil zvečer, že pozno po noč v gasilsko brigado, pa smo se potem takoj nazaj vrnili, jaz sem ostal, no, od te moje izmene, pa sem se vrnil z drugo izmeno nazaj, ker je bil potlej problem še ta amonijak, ne, kot nevarna snov. Ne, neki, oziroma hladilnice. Hladilnice so bile, ja. Mercator je bil skladišče z zmrznjenim sadjem, ne, oziroma hladilnice so bile nasplošno in zagorelo je zaradi tega, ker je nek delavec varil neka vrata, eden se je uspel rešiti, en je pač izgubil življenje, nažalost, na tem mestu, ker ni našel izhoda, bil je pa dejansko 3 metre od izhoda, vendar pa je razvoj požara bil ekstremno hiter. Kako pa to, da je bil tak razvoj? Jaz sem če slišal, da naj bi to po klima kanalih, ne? Kako pa je v bistvu res, aj kakšen sodni epilog tudi zadeve? Ja, ok, sodni epilog je, ne, pač koga so obtožili, ampak to, da niti ni pomembno za nas, ja, težava je bila zaradi varjenja pač požarne straže in tako naprej. Ampak zakaj je bila tak hiter razvoj, je bil meni v štartu jasen že takoj. Ta hala seveda ni bila v štartu narejena za hladilnico, ampak je bila potem naknadno narejena in seveda material za izolacijo, seveda so pa, bom rekel, iz naftnih derivatov v končni fazi te polnila. In zelo podoben požar se je, bom rekel, predtem zgodil že v Mostah pri Komendi. Nikotransport. Ja, Nikotransport je bil, ne. In se mislim, da sem ga tudi v šoli predstavljal vedno, vsake generacije ga predstavljam, ker sem jaz peljal, sem rekel, evo ti, Nikotransport 2. No, pa je bil ne krat 2, ampak krat 5, krat najmanj, ne. Ampak razvoj požara je bil enak. Hitrost razvoja je bila jasna, kakšna je, in to je izolativni material, ki je gorel zelo hiter.
in visoke temperature. Amonijak seveda v startu ni bila težava, ker gori visoke temperature, odgoreva, potem pa, ko se je pač požar pogasil, je pa začel seveda ta amonijak ostajati in seveda sam von se je širil v okolico in potem smo imeli še s tem težave. Že vmes seveda in potem še naknadno. Kako ste pa rešili zadevo z amonijakom? Ja, potem smo zaprli še vse ostale ventile, problem je bil, ker kar nekaj ventilov bilo zamrznenih in nekako se je rešil. Še vprašanje glede Mercatorja. Kaj pa bi ti kot vodja intervencije ocenil, da je bil najbolj težek ali pa najbolj zagoneten logistični zalogaj, se pravi, ne, mogoče, da je bilo dovolj moštva, da je bilo dovolj vode, da je bilo dovolj, bom rekel, zraka? Ja, zdaj najprej tako popravim. Vodja intervencije sem jaz res bil v začetku, potem, ko se struktura seveda poveča, ko se vse funkcije iz sistema vodenja IPS, bom rekel, pač naredijo, oziroma se določijo, potem sem jaz postal iz vodje intervencije operativni vodja poveljnika gasilske brigade Ljubljana, pač prevzame funkcijo vodje intervencije. Tukaj iz tega, kaj je bilo največja težava, vedno ko pri vseh intervencijah. Voda in pa moštvo v začetni fazi razvoja intervencije. To je povsod in vedno. Kar pomeni, da ti rabiš imeti ogromno moštvo, ogromno vode, čim hitrejš na kraju. In potem vse ostalo, dobiti vodo, povišati tlak iz voke, vodo dovažati in tako dalje. To pa pač vzame svoj čas in seveda na podlagi tega razvoja intervencije. Ampak čista zgodba, katero smo pa imeli, je bila že v štartu začrtana, kaj bomo skušali rešiti. Običajno vedno tako pri vseh večjih intervencijah, zamisliti si moraš, kje boš naredil nek presek, kaj boš skušal rešiti in tja usmeriti cilje. In to smo pač tudi naredili in rešili ta prečni del. Tisti morda, ki ste kaj že kdaj to gledali, ali pa mogoče poslušali kakšno analizo, prečni del objekta smo rešili, bilo je pa, bom rekel, kar naporno, za vse. Ja, se je bilo kar tudi medijsko zelo odmevno, takrat zadeva. Si pa tudi med drugim YouTuber, če lahko tako rečem, ne? In sicer ustvarjaš tole gasilsko taktiko, se je tlele za tabo vid, ne? Pa mi malo povej več v bistvu o poslanstvu tega YouTube kanala, oziroma kaj dela morda celo cela ekipa, ne vem, kako imaš to organiziran, kako da si se tega lotil in kako da si prepoznal, da je YouTube novi medij za izobraževanje oziroma ozaveščanje ljudi na splošno in pa mogoče tudi gasilske srenje. Ja, zgodba je, to bom rekel, po eni strani enostavno. Vsi mladi gasilci, ki želijo biti gasilci, se seveda najprej podajo na internet. Pa lahko rečem za vse stvari. Če hočeš biti, ne vem, hokejist, če hočeš biti padalec, če hočeš biti potapljač, greš seveda na internet in brskaš do onemoglosti. Ker samem pač gasilce seveda zanima ogromno stvari, neke starejše, pa mogoče niti ne več toliko. Tako pač je v življenju in mogoče to celo prav. In seveda YouTube je sigurno kanal, kjer mladi ga gledajo. Moja želja pa je bila, da skušam neko strokovno vsebino, katero jaz podajam neki manjši množici v razredu, recimo, manjši množici po 15, po 20, po 30 tečajnikom naenkrat, prestaviti to na nek medij, kjer bi lahko z enim klikom prišli, bom rekel, veliko število teh gledalcev, poslušalcev do, bom rekel, pravilnega znanja. In to moje poslanstvo, ki ga pač skušam upravljati, pa je zdaj seveda v zadnjem obdobju malenko zastal, zaradi določenih razlogov, je seveda ta, da naj bi gasilc lahko z enim klikom si pogledal neko video vsebino in pogledal, kako naj bi neko stvar na pravilen način naredil. Velikokrat, ko razlagam, to ni samo zgodba, da bo zdaj gasilc to znal, ampak velikokrat povem tudi inštruktorjem, uporabite to, poglejte skupaj posnetek in potem pojdite na neko vajo in inštruktor jih potem vodi pa dodatno opozarja, kako naj bi, se bo namestil pravilno podkapo, kako naj bi namestil pravilno izolirani dihalni aparat. Yeah. To je bistvo. In seveda naša zgodba, tukaj zadnji imam, napisan skupaj do znanja in varnosti. Seveda znanje, posledično vsekakor gre v varnost. In če bomo imeli ustrezno količino znanja, potem bomo bili bolj varni. Če ne bo znanja, bo varnost seveda manjša. In to je tista zgodba. YouTube, seveda Facebook, da lahko oglašuješ to. In jaz sem hotel imeti, bom rekel, v vsakem gasilskem društvu nekoga, po Sloveniji 1300 jih je med drugim, da bi
kliknil na to in se pridružil in bi vsi v Sloveniji znali na pravilen, torej enak način namestiti hudičev pod kapo, jaz vedno rečem, da tukaj začnemo. Ne, če je osnova pod kapo. Zaradi tega so že prej rekla, velikokrat je težava osnova. In zato jaz velikokrat rečem na recimo predavanjih, ali ste prebrali navodila za uporabo gasilske obleke. Pa mi reče, Jure, pa kaj je s tabo, kdo to ne zna uporabljati? No, pa se pa hitro začnemo pogovarjati, kakšne življenjske dobe in vse ostalo, da ne bomo zdaj komplicirali. Torej, osnove, dajmo najprej poštimati. Nadzor gasilcev, nadzor uporabnikov dihalnih aparatov, kako pišemo, kako delamo, kako nameščamo. Če bomo tukaj začeli, potem bomo lahko gradili na formacijah, na oddelkih, na vodnih načetah, na intervencijah, na čem vse. In osnova je to. No. Ti si tudi dobro začel, recimo, tole zgodbo za intervjuji, pohvalno, no, tudi z moje strani tebi, kajti mislim, da je to prava stvar. Ne. In te mladi gasilci nekako to dejansko želijo. Ogromno feedbackov sem dobil, da Jure nadaljuj. Je pa ogromno težav v ozadju, to pa najbrž tudi ti dobro veš, pa še marsikdo drug, pa najbrž danes ne bo o tem. Kakšni so pa tvoji cilji, bom rekel, osebni, recimo, ne vem, ali si zdaj želiš preteči na Triglav, karikiram, ali si želiš, ne vem, kupiti nek star športen avto, pa kakšni so tvoji cilji, bom rekel, mogoče še s kanalom in pa v gasilskih vodah? Ja, seveda, najprej je treba iti v gasilske vode, to je vedno tista zgodba, ker pač, ne vem, jaz sem na koncu ugotovil, da to je moje življenje, ker sem ga do zdaj dejansko posvetil gasilcem, od mladih nog do zdaj, ker sem še nekoliko starejši, pa še vedno mlad. In seveda nadaljevati to, ker pač mislim, da je ta prava pot. Torej, dati tistim, ki so znanja željni, zelo pomembno, dati pravo znanje. Ne balasta. Balasta je ogromno. In zaradi tega ne delati balasta iz pravim ljudem, ne komplicirati zadeve v življenju. Dajte kratko in jedrnato povedati, kaj in kako se ne bi delati. Seveda to so lahko tudi razni intervjuji, ker sem tudi imel idejo, da bi se tudi jaz tega lotil s strokovnjaki, da bi govorili o strokovnih zadevah za večjo varnost. To je meni zelo pomembno. Ne? Kaj jaz velikokrat rečem, če se bo gasilcu nekaj zgodilo, koga bomo poklicali? Ja, najbrž ne policaje, da nas bojo prišli reševati, ampak bomo klicali seveda gasilce. Tako. In gasilci moramo biti do te mere usposobljeni, da bomo znali najprej sami sebi pomagati. Torej, najprej zgodba gasilska, še moje pač poslanstvo, narediti še za gasilce kaj več, kakor je bilo narejeno do zdaj. Čim več informacij dodati, zato ker imam jaz v glavi vedno nekaj. Ne? Znanje je ena taka dobrina, če lahko temu rečem, bolj kot jo deliš, bolj kot znanje deliš, več ga je. Zanimivo, da tako ne velja. Tudi ti sam ga imaš, skozi učenje se mi zdi, se tudi učimo. Skozi učenje drugih se učimo. Točno to, ampak jaz tudi želim, da znanje vsi ostali, ki ga dobijo, ga dajo naprej. Zaradi tega velikokrat rečem recimo nekim tečajnikom, pa to dajte deliti v svojih društvih, pa me pokličite nazaj, če bo potrebno, kaj razjasnim. Ne da to rekli, Dolinar je na Igu nekaj razlagal, nekaj čudnega. Ne? Pokliče, zakaj je to tako, kako se vstopa v prostor. Ne samo na en način, ampak imamo najmanj 3 načine. No, da ne bo zašla. Ne? To je se pravi ta moje osnovno poslanstvo, deliti znanje in pa biti zraven prisoten pri vprašanjih, da bomo res znali pravilno za našo lastno varnost delovati, da ne bo prišlo do kakšne neumnosti, jaz velikokrat rečem. Zdaj, za moje osebno zadovoljstvo je seveda vse povezano z gasilstvom, seveda pa želim tudi proste dneve vedno preživeti na nek kakovosten način. Pa ne ostane mogoče to zame pa za mojo družino, ker je v končni fazi to tudi en del, ker ni potrebno, da ga delimo med vse, kajti vsak v vsakem delu, vsak lahko v vsakem delu, ali pa nekateri vidijo, karkoli v življenju narediš, ne bo to dobro ali pa slabo, vsak vidi tudi nekaj slabega. In to ni prav, ampak Slovenci smo sploh še v tem bolj izraziti. Toliko boljši v tem. Recimo. Ja. Jure, hvala lepa, da si bil moj gost. Jaz mislim, da sva povedala več kot preveč, ogromno. Tako da hvala ti lepa, pa se vidimo v živo. Upam, da čim prej. Zmerno, Jan, pa tudi tebi. Lepo zdrav vsem skupaj. Srečno. Hvala, živijo.